Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli vsi tisti, ki ste dobili mogoče mečkano slabšo krvno sliko in bi morali nekaj narediti na tem, torej se soočate s slabokrvnostjo. Ja, danes recept za vas v svoji družbi pozdravljam Samo Krefta. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Zdaj, eni si grejo prav krvno sliko narediti, pa vidijo, da imajo malo slabšo. Nekateri pa to opazijo. Kateri simptomi so ponovadi tisti? Utrujenost verjetno, ne? Utrujenost, ja. Lahko tudi utrujenost nastopi šele pri kakšni obremenitvi, recimo, ko po stopnicah hodimo, da šele takrat začutimo, pri nekih normalnih dejavnostih niti še ne. Odlično. Kaj boš danes pripravljal? Razlog za slabokrvnost je velikokrat pomanjkanje železa, tako da moramo zagotoviti v prehrani dovolj železa. Jaz, ki se ukvarjam z vegansko prehrano, bomo zdaj z rastlinskimi živili, no in med temi imajo veliko železa stročnice, mi bomo uporabili čičeriko in potem še taka indijska topla bo, ne? Indijska topla omaka, čana masala se imenuje, pa z rižem, no tudi v rižu je nekaj železa. Pravzaprav vse te sestavine bodo nekaj prispevale, še največ čičerika. Odlično. Evo, kar začneva, da se začne čim prej kuhati. Vendarle imava krompirček. Sicer pa velikrat pravijo tudi v nosečnosti, včasih so noro dajali pol dopolnila železa, pa tak naprej, pa ni to najboljša oblika, ne? Že zaradi absorpcije, verjetno. Ampak tisti je saj nadzorovano, vemo, kaj damo, vemo, koliko damo, vemo, v kakšni obliki damo in čeprav je lahko absorpcija določenih oblik malo slabša, ampak železa toliko zelo sploh veliko ne rabimo, tako da ga ni problem dovolj dati tudi pri slabi absorpciji. Se pa da absorpcijo tudi izboljšati, recimo, če hkrati z železom uporabimo še kakšno živilo s C-vitaminom, recimo, če hkrati uporabljamo kakšen limonin sok, ali tudi pomarančni sok ima tudi dosti C-vitamina. Se pravi, C-vitamin definitivno potrebujemo zaradi absorpcije. Za izboljšanje absorpcije, ja. Najprej bom čebulo malo popražil. To bo dosti hitro jed. V tem loncu večjem bo skratka ta omaka, čana masala, v tem malem bom dal pa kuhati riž kot prilogo. No, tudi riž ima lahko kar nekaj železa. Na Japonskem so dejansko dokazali, da je sladki krompir fantastičen pri zdravljenju dejansko slabokrvnosti, pa tudi hipertenzijskih zadev. No, sladki krompir, recimo za razliko od našega običajnega krompirja, ima precej več vitamina A. Recimo, to je tista, razen tudi prijetnega okusa, pa to, da se hitreje skuha, pa tako naprej, ampak po hranilni vrednosti recimo A-vitamin. No in A-vitamin je tudi potreben za tvorbo krvničk. Ampak poleg železa pa A-vitamina bi mogel še vitamin B12 omeniti. Tudi ta je včasih razlog za slabokrvnost, pomanjkanje vitamina B12, tako da tega moramo dovolj zagotoviti. No, tega pa ne moramo z rastlinsko hrano, tako da vegani, če se hoče izogniti slabokrvnosti, morajo nekako nujno dopolnilo, ali pa kakšna ta hrana, recimo nekatera rastlinska mleka imajo že dodan. Kaj pa kvasni kosmiči? Kvasni kosmiči sami po sebi nimajo vitamina B12, včasih jim je pa dodan. Ok, razumem. Ko so rekli, da je kakor dober vir, torej mora biti dodan. Dobro. Ja, mislim, meni je to veliko razliko naredilo. Spomnim se, meni je izjemno primanjkovalo vitamina B12 in ko sem potem dodala z dopolnilom, sem se kar razživela na nek način. Ja, dejansko vpliva. No, ko je čebula nekako popražena, bom dodal sladek krompir. Odlično. Evo, stvari zdaj padajo v lonec in zato, da bo tudi vam jasno, kaj se dogaja, bomo definitivno pokazali tudi tale recept za tole masalico. Torej, sladki krompir, čebula, čičerika, riž, malo mleka, sveži ingver, kurkuma, česen, olivno olje. Mislim, ni dolg recept, sicer smo tako in tako vajeni na tvojem bloku Lačna bučka, da so ti recepti taki
ne samo za tiste, ki so cel dan sam doma, ne? Ampak da lahko narediš, da lahko vzdržuješ neko dinamiko življenja, pa zdraviš zdravo prehrano. V 10-15 minutah je pripravljeno. Sicer, če to malo dlje pražimo, se pri premočnem ognju se še malo dodatne arome razvijajo, ampak če pa nimamo časa, pa lahko kar že nadaljujemo z naslednjo sestavino. Sladek krompir se, kot rečeno, hitreje skuha kot navaden. Sploh, če je že malo popražen. Čičerika, da je hitrejš narejena, kar iz konzerve uporabimo. In jaz bom dal kar s tekočino vred, tudi tukaj je nekaj hranil se izlužilo med konzerviranjem. Jaz pa zmer to tu, kot sedim, pa predsedim, pa okej. Ja, dejansko imajo, recimo stročnice, tudi nekatera tako imena antihranila. To so pa neke snovi, ki pa zavirajo lahko absorpcijo mineralov. Ampak tako da je v tej tekočini nekaj antihranil in nekaj hranil, ampak jaz vse skupaj rajše kar. Evo, danes torej kuhamo recept za slabokrvnost. Jaz pa bom zdaj tep nekaj pripravila in to tak najbolj preprost možen. Ekozelenje, se pravi alge, trave in pa kalčki dejansko. Nasploh verjetno veliko zelenega bo dobro vplivalo. Ja. Bom dala mrzlo vodo. Koliko si navajen teh zelenih okusov? Prav vajen nisem, ne uživam tega pogosto, ampak mi pa ustreza, sploh jedi, teh pijač, smutijev niti ne, ampak recimo imam pa rad špinačo, špinačno omako, špinačno juho, brokolijo juho. Ja, jaz imam tole zraven, ker nažalost se mi je že tukaj zgodil, da na bencinski ni bilo čist nič pametnega zame, ali pa nisem hotela biti odvisna od nekih hitrih zadev in imam v torbici in kadar je treba in mi ful dobro naredi. Tudi tako zbistrine, zaradi tega kisika, ki pride bolj v telo, fajn, pa nizek pritisk imam, tako da to je potem super. Na zdravje. Zdravje, prijetno. Kako se ti zdi? Ni tako slab, kot si pričakoval? Ne, slabo sploh ni. Tako malo spominja na kakšno hladno juho. Recimo, če človek pričakuje kot čaj ali pa kot nek sok ali pa to, ga lahko malo preseneti ta okus. Če pa pričakujemo tako kot neko hladno juho, ker recimo se tudi kje recimo v Španiji ima radi te hladne juhe. Predvsem so znana gazpačo od paradižnikov, ampak tudi kakšne zelene hladne juhe. Mislim, meta je tudi dodana noter, se mi zdi, da malo dober okus naredi v tem smislu, zaradi tega, ker precej sem teh zelenih napitkov probala, pa če se jih pol izogibaš na dolgo pa široko, ne uporabiš. Čana masala, to ime te jedi izhaja iz besede čana, kar pomeni čičerika, in masala, ki je začimbna mešanica. Tukaj imamo že pripravljeno, tole začimbno mešanico, glavno je kurkuma in najbolj bi bilo, če bi to mi na začetku, preden smo dali čebula, takoj na olje, da bi se že še malo dodatne arome. Ker nekatere začimbe treba aktivirati, ne? Ja, dodatno se še sprosti v olje te aromatične snovi, pa neke kemijske reakcije še potečejo. No, jaz bom pa zdaj dodal, kar precej treba tega dodati, če hočemo, da bo lepo tak okus. Wow, odlično tole zgleda, zelo rdeče, oranžno, ampak se sama spomnim, ko sem bila v Indiji, tudi ko sem šla med te domače, lokalne zadeve, so me fajn pogledali in so zame malo drugače pripravili, kot za njih. Da ni pekoče, ja. Ja, ker oni vendarle imajo to. Jaz sem tam rekla vse ne pekoče, pa je bilo še vedno malo pekoče. Ja, jaz tudi ne maram preveč pekoče, tako da tole ne bo pekoče. Tukaj ni noter feferonov ali kaj takega, pekoče paprike. Tako da poleg kurkume, ki ni pekoča, je noter potem kumin, pa česen pa mora biti, ne? Tako. Ingver bomo tudi dodali. No, ta pa je malo pekoč, ampak ga ne bomo dali preveč. Ne, pa sej ni. Pa sej verjetno to v teh časih, ko ima ogromno ljudi tudi težave s pljuči, pa to česen, ingver, to verjetno dobro vpliva. Ja. Za različne stvari. Recimo ingver je najbolj raziskan v zvezi z
potovalno slabostjo. To je recimo najbolj raziskan učinek. In govorimo pa še en kup drugih učinkov, med drugim tudi na dihala, na kašelj, na dihalno sluznico. Ja, ni da ni kaj vse. Sem pa zadnjič v eni reviji brala, da si pisal tudi o ameriškem slamniku, da so zdaj tudi neki taki dodatni podatki in sem bila ful navdušena. Ja, smo naredili raziskavo, ker je pač znan ameriški slamnik, da preprečuje in skrajša gripo in prehlad in če potem tudi na COVID deluje in se je izkazalo, da deluje še nekoliko bolje kot na navaden gripo in prehlad. Ja. Odlično, evo, ameriški slamnik bi res mogli imeti v prehrani. Ampak, a niso neke fore, ali korenina, ali cvet, ali steblo, je to tudi pomembno? Ja, je pomembno. Ta naša raziskava je bila narejena z 95% nadzemnih delov, mešanica cvet, steblo, listi, pač tako kot je neka naravna mešanca, pa 5% korenine. Nekako ameriški slamnik je trajnica, tako da se iz istih korenin več let zaporedoma zraste, tako da korenine se potem samo vsakih 5 let recimo pobere kot pridelek, zelene dele pa vsako leto. A misliš, da je ta zadeva mislim, ne vem, jaz zdaj letos bom nasadila ameriški slamnik, zato je tudi lep za pogledat. Ampak a misliš, da z njega bi lahko kaj naredila tudi? Večina raziskav, praktično vse raziskave so delane z standardiziranimi etanolnimi izvlečki, tinkturami, tako da je to treba malo ugibati, kako bi pa domači pripravki. Ampak dobro, ni tukaj zakompliciran, da ne bi mogla tega narediti, kakšen macerat. Macerat bi verjetno bil zelo primerljiv temu, kar industrija dela. Recimo za čaj je pa že teže reči, da bi bil učinkovit ali ne. Ne vemo točno, katere snovi v ameriškem slamniku so zaslužne za ta učinek. Evo, za vse tiste, ki še ne poznate, to je doktor Samo Kreft, ki zelo konkretno gleda na te zadeve, zelo znanstveno, farmacevtsko, profesionalno in pa hkrati ima tudi blog Lačna bučka, tako da povezuje hrano, prehrano in seveda tudi vse ostalo, kaj znanost pravi o tem. Ja, vabljeni gledalci, da si pogledate to spletno stran Lačna bučka, ker je tudi za ta recept potem prav hranilna vrednost točno, koliko proteinov bomo zaužili, koliko železa, recimo podatek, da s tem obrokom bomo zaužili 60% dnevnih potreb po železu, medtem ko bomo samo 20% potreb po kalorijah zaužili. Tako da vam železa v bistvu 3-krat več kot kalorije. Evo, pravijo, Hipokrat je bil kuhar, ne? Res je to, ne? Mislim, to so take, mislim, to v gospodarstvu bi tudi hotel imeti take variantice, ne? Da manj kalorij, pa dejansko več tega, kar dobiš. Ja. Vodico si dodal, super, mečkano še tole pomešamo, rižek se tudi kuha. Riž se kuha, zadnja sestavina je potem pa tako polnomastno kokosovo mleko. To sicer ni, recimo, zelo zdrava, je maščoba, ampak naredi pa zelo kremast in slasten okus. Kar si seveda želimo. Evo, mi tale trenutek preverimo aktualne dogodke. Torej, že takoj vam lahko povem, drage ženske, obeta se meditacijski vikend, obeta se vikend za dušo na temo hormoni in pomlajevanje in v teku so že prijave za počitnice na otoku Iš. In pa ena novost, letos bomo šli majčkeno dlje in sicer vse tja do Egipta, do ene čudovite obale Makadi Bay, kjer bomo tudi jedli tako čudovito hrano. To pa bo duhovno potovanje jeseni, ko bo tukaj že okrog 10-13 stopinj, tam bo pa še vedno 30 in bomo malce podaljšali to naše poletje. Torej, poglejmo si aktualne dogodke, potem pa se vrnemo.